En lep dober večer, Tanja Skaza z vami v oddaji Vse se da ob četrtkih. Danes malce prej, zato ker odhajam na poroko moje prijateljice. No, to se vidi, da sama sva se z Igorjem poročila zdaj na novo duhovno, iz torka na sredo. Moja prijateljica se bo poročila iz četrtka na petek. Zdaj ni ona upoštevala tako, kot je pri meni upoštevala moja šamanka oziroma moja astrološka šamanka, kjer je rekla, ta je dober dan. To pomeni 14.6. je dober dan, ker takrat se cela luna, polna luna, vse se odpre in takrat je zate. No, ona ne, ona je samo se odločila, skupaj s partnerjem sta se odločila, da bosta delala poroko 7.7. ob 7. uri zvečer današnji dan. Tako da zato je moj video malce prej, bo zato krajši, slajši, pa upam, da iz tega nekaj ven dobrega potegnete zate. Za vas. Video sam po sebi je predvsem namenjen temu res poletnemu času. Kako lahko živimo in da s tem uživamo v življenju, ne samo da obstajamo. In bom mogoče super povezala, jaz tako rečem, ful mi je dobro, ker ko si izberemo video, takrat, čeprav najraje bi bilo tako, da posnamem video takrat, ko ga čutim, sem pa bi imeli vi veliko videov, ker se vam vsak dan nekaj zgodi, nekaj se mi prerodi, kakšna nova ideja. Zelo dobro, ker lahko povežem nekaj službo, lahko povežem nekaj sodelavkami, lahko povežem nekaj s poslovnimi partnerji ali soboginjami, s katerimi delam, in mi je bilo krasno deliti odlično na to, kar se navezuje današnja zgodba. Naj se vrnem nazaj, da meni se je vedno zdelo, da če v življenju orang delaš, potem dejansko vesolje te nagradi. Še danes sem tega mnenja, da mi je vse to koristilo, ko sem bila mlada, da sem bila delovna, da danes res lahko uživam, čeprav še vedno se ne znam čisto izklopiti. Rekla sem si, da bom od 1. julija do konca avgusta, to pomeni 2 meseca, 1 mesec namenila izobraževanju, 1 mesec pa počitnicam, ampak glede na to, kaj se je zgodilo v Skazi, pomeni, da je moj mož prevzel vajeti, seveda je tudi Skaza meni ena izmed zelo pomembnih. Živijo Barbara, živijo lep pozdrav čisto vsem skupaj, iskrena živijo Rok, iskrena hvala za vse vaše komentarje, všeč mi je, ki karkoli napišete, poveste, vaše mnenje podate, je okej. Iz tega tudi potem lahko vidim, kdo me posluša in kaj se iz tega nauči. Nič ni narobe, če eni nič ne napišete, tudi to je okej, mi je čisto v redu, ker vidim v zasebnem komentarju ali pa takrat, ko se srečamo. No in naj delim ta del zgodbe z mano. Zakaj je točno to se zelo dobro navezuje? Moj Niki Učakar, en lep poljub. No, jaz se vedno spomnim, mogoče bom prvo začela s temi. Moja zgodba se je začela, ene izmed oseb so šle z mano na prvi obred, takrat se je na nek način tudi začel ta moj podvig, kar se tiče šamanskih obredov, in z vsemi temi osebami sem res povezana, tako res gradim odnos in tudi vidim, kako one spostavljajo to povezavo, kako se odpirajo za to ljubezen, za ta odnos. In to je to, ko ti nikoli ne pozabiš oziroma vedno se spomniš tistih svojih prvih, jaz se prvih mojih cvetk spomnim, mojih prvih cvetk, ki so šle z mano na šamanski obred. In sem prepričana, če bi danes naredila intervju s temi mojimi cvetkami, teh 10 cvetk, da vidite, kakšne spremembe so one naredile v teh 2 letih in pol, ne vem, 2 letih, kakorkoli so naredile v tem času. Resnično se odprle za ljubezen, resnično se zavedale, da veliko stvari se zavedajo, da so čisto same tiste, ki so odgovorne za svoje življenje. No in začnimo s to zgodbo. Včeraj se pogovarjam z eno drago mojo soboginjo, ki je že bila z mano in mi reče, Tanja, nekaj ti moram priznati, sploh nisem skapirala 1 leto ali pa ni resoniralo z mano, ko si mi rekla, da sem v vlogi žrtve. In sem še dejansko dojela to leto, kar pomeni, da je tudi normalno, da včasih vsak dojame nekaj, kar je prav zanj. Včasih iz tega videa boste pobrali 3 stvari, eni bodo pobrali 30, eni pa nič, ampak čisto okej.
Vse je prav tako, kot pač mora biti. Aha. Azra, živa Azra. A je to naša Azra? Ja, ker vem, kako se zdaj piše na novo. Vem, da se je pisala drugače včasih. No, in danes resonira to z njo, da je res bila v vlogi žrtve, da je marsikatero zadevo videla, da so vsi drugi krivi namesto ona, in mi je bilo tako lepo slišati, ko je rekla, zelo zajokala se v tem stilu, tako da sem čutila tiste njene solze sreče. Nisem jo videla, ker smo se po telefonu slišali, ker je rekla, res sem vesela in hvaležna za vse to, kar sem naredila v tem enem letu. In evo, prav danes je tema tega videa, prav o tem. No, in ta drugi, to pomeni zgodba tega, kaj je. Vse, karkoli si v življenje prenesemo, si prinesemo sami. Lahko trpimo, lahko mislimo, da je to življenje obrnjeno proti nam, da pridejo v življenje, ne vem, napačni prijatelji, da pridejo napačen partner ali partnerka, da smo se rodili napačnim staršem ali karkoli. Vedno smo, na primer, se vrtimo v tem krogu, da lahko vidimo, da so vsi drugi krivi, zato da mi nismo srečni in uspešni. Jaz sem prepričana to, da vsi ljudje, ki so srečni, so tudi uspešni. Resnično, zdaj vedno bolj sem tega mnenja. In potem, kaj je bilo zanimivo, ker je pokomentirala, a veš, ko sem poslušala tvoje videe, ali pa ko gledam kdaj, ko sem gledala tvoje videe, pa ko si govorila z nami, sem mislila, tebi je lahko, ti vse imaš, tebi nič ne, mislim, tako, že beseda, tebi je lahko. In mi je bilo tudi lepo, ker mi je to rekla, ker to sem marsikdaj slišala, marsikdaj sem se zaradi tega sikirala, to pomeni obremenjevala, kako ljudje vidijo, jaz pa res imam vse, res živim v pravlični hišici, res imam čudovito službo, tista, ki mi omogoča, da lahko rastem in tako naprej. Ampak včasih sem se obremenjevala, danes pa rečem, oh my god, tudi oni bodo živeli, da vse to, kar imajo, da so hvaležni za to, ker edino na tak način bodo dobili nekaj več. In tudi moji prijateljici, ker zdaj gremo ob 7, imamo poroko, sem napisala, vesolje že ve, zakaj danes dežuje, zaradi tega, ker ti prinaša obilje, pa obilje ni vedno samo denar, obilje je sreča, spoštovanje, lahkotnost, ljubezen, vse, kar je obstaja, je obilje, hvaležnost, kvečemu, denar je samo sredstvo, da mi lahko živimo to, kdor smo. Ok, to je prvi primer, kjer mi je ena izmed mojih strank povedala, da danes šele resonira to z njo, da je bila v vlogi žrtve in da danes se zaveda, da ko je vsak dan hvaležna za to, kar je imela, tudi vsak dan prinese dobro energijo in s to dobro energijo tudi potem je v tem, v službi, doma, kjerkoli pač. No, drugi del zgodbe, ki se mi pa tudi zdi zelo, zelo pomemben, je pa del zgodbe, danes prav to živeti ali samo preživeti, živeti in uživati življenje, je bil pa del zgodbe moje sodelavke, ki je danes prišla k meni, direktno sem jo vprašala 2-3 dni nazaj, tako da, kakšni so njeni plani, ali vidi, da bi lahko še 1 leto zdržala, da naredimo skupaj plan, pa bi pol zanosla, ali ima prej plane. In mi je bilo ful všeč, ker je prišla k meni in je povedala, mislim, to ni nič čudnega, če vprašate na spoštljiv način, če vprašate na srčen način, zaradi tega, tako kot da bi delali karierni načrt. Karierni načrt se naredi kratkoročni plan, srednjeročni plan in dolgoročni plan. Vendar tisti, ki ste v biznisu, tako veste, kako to poteka. No, in mi je bilo zanimivo, ko je prišla in mi je rekla nekaj stavkov, ki so z mano zelo, zelo resonirali. Rekla mi je, da ko je prišla v službo, takrat je imela enega otroka, zdaj si pa želi še enega otroka, je rekla, da bo toliko časa ostala v službi, dokler ne bo naredila neke rezultate, da ljudje vedo, kdo je, kaj zna in da odide iz tega mesta na način, da jo čutijo, kaj je naredila. To pomeni ne samo, da nekdo gre, pa ga sploh ne veš, da je šel, pa pol malo pride. Ker to se tudi dogaja. In je pol bil njen stavek, a veste, jaz vem, da kot vodja je pomembno, da si z ekipo, da gradiš vsak sleherni dan ekipo, da nisi zdaj 1 leto na porodniški, pa pol priješ nazaj in je pač podala mnenje, kako se vidi v svoji prihodnosti in kako želi uresničevati svojo osebno in poslovno pot. Vendar, najbolj pomemben stavek, ki mi je ostal v spominu, ki ga želim deliti z vami, ker se navezuje na to zgodbo,
kako živeti in res uživati življenje. Njena misel je bila tako, veliko mi pomeni družina, ampak veliko mi pomeni pa tudi posel. In želim graditi kariero in želim biti nekoč vodja, voditi oddelek, voditi ljudi in pokazati, da se to da. In zdaj, kaj je pomembno sporočilo za to danes? Zato pravim, dva ful močna sporočila. Prva oseba, ki je spoznala, da je bila žrtev in da se zaveda, da oh my god, točno tako rekla, oh my god, zdaj sem bila skozi v vlogi žrtve, danes se zavedam, da je od mene odvisno življenje, danes zastopim tvoje besede, da res si lahko to, kdor si in uživaš v tem, kar počneš. In drugo sporočilo, katero da nekdo povezuje tako, da si lahko uspešen v poslu, če si uspešen v poslu in če, naprimer, da kdo reče, sem karist, karijera mi je na prvem mestu. Evo, zdaj vam bom jaz izdala skrivnost in povedala, da to, ko sem zdaj srečna, še nikoli nisem bila v vseh teh letih. In kljub temu, da imamo na nek način preizkušnje, ki se nam dogajajo, jaz te preizkušnje vzamem kot nekaj zelo dobrega. Vzamem tako, da danes moram Robertu napisati, da sem hvaležna tudi, da sva se poslovila in da je šel svojo pot. Sem hvaležna tudi za to, da se je Igor vrnil v podjetje, ker vidim, kako ljudje se počutijo varni, kako se počutijo tako, ne vem, drugačni, čisto drugačna energija. In kaj je del tega? Prepričana sem, da če je oseba prepričana, to so moje prepričanja, moja mnenja, za katerimi stojim, to pomeni vaša prepričanja, vsak od vas lahko spremeni svoje prepričanja, če bo želel, če pa ne, pa tudi ok, da ostane na tem, kot so. Prepričana sem, ko smo močni na osebnem področju, smo lahko močni na poslovnem področju. Ko smo močni na poslovnem področju, je prav, da gradimo osebno področje. To se ne loči. To je eno. To je resnično eno. Poanta je pa samo v tem, da nam življenje prinese takrat, ko eno področje je fantastično, na drugem področju imamo preizkušnje. Zato pa, naprimer, ko imate v službi preizkušnje, lepo prosim, srkajte hrano iz osebnega področja. Poglejte, zahvalite se partnerki, partnerju, zahvalite se otrokom, poglejte, kaj imate, kaj ste naredili. Mislim, danes je moja frizerka povedala, moj sin je naredil maturo, ne da bi sploh vedela, kaj je delo, pa tako, ampak čisto enostavno, sem rekla, pa te bod hvaležna, to je nekaj najlepšega, kar je možno, pa rekla, sej sem ponosna. Dajmo pogledati tako, da kar je na osebnem področju dobro, bomo to prenesli v službo, ker ni razlike. Uspešni ljudje so samo, zato včasih rečem, da je poslovnim ljudem lažje, ko gre na duhovno pot. A veste, ker nekdo povezuje duhovnost s tem, da ne sme biti bogat. Nekdo pač vidi varianto, da če imam dober avto, če imam lepo hišo, če imam, ne vem, hiško na morju in tako naprej, nisem duhovna. Jaz spet, to so moje prepričanja, ki vam moram povedati, da to ne drži. Glede na to, da sem na poslovnem področju se naučila nekih ritualov, nekih časovnic, nekih planov, mi je to samo pomagalo na osebnem življenju, da sem lahko to, kar sem spoznala, da je vse odvisno od mene, implementirala v moje življenje. Zato, ko ste na osebnem področju srečni, sem prepričana, da boste to spravili v posel. In da boste to zelo lepo znali dati v posel, samo če boste vztrajni, pa če boste verjeli vase. Jaz od prvega dneva, odkar sem prišla v Skazo, verjamem, da je Skaza drugačna od ostalih. In danes je bilo tudi čudovito slišati gospoda, ki se nam mogoče pridružil v podjetje, kako je rekel, da, mislim, zdaj bom kar solzna, pa bi bilo prav, da ne. Danes sem se po dolgem času, ne vem, če vidite, sem se malo našminkala. Tudi jaz nimla poroko malo našminkana. Moja Anita mi je naredila lepo frizuro. Je rekel, da smo eni izmed, ne vem, 10 podjetij, ki je res naredilo čudovito zgodbo v Sloveniji. Nismo samo proizvajalci. Iz obrtnika smo marsikaj naredili, zgradili svojo lastno blagovno zgodbo, mislim, lastno blagovno znamko. Tako da, kar veliko dobrega in potem se čemo, to je to. Ok, to pomeni, če želimo živeti in uživati v življenju, je prav resnično,
da se zavedamo, da če ste srečni na enem področju, boste prav tako srečni na drugem področju. In poletje je odličen čas, da izklopite te svoje možgančke, to pri meni tako delajo, da jaz sem Igorju rekla, jaz se moram izklopiti, ker res, ko se izklopim, takrat pridejo najboljše rešitve na dan, najboljše ideje in predvsem vem, da, veste, jaz, ko grem na vikend, vidim, kaj vse bi bilo dobrega za narediti za ljudi in tako naprej. Dovolite si, ko ste na morju, ne da samo razmišljate, kako je lepo ja, seveda je fajn, da se sprostite, vendar da mogoče pa vzamete kako dobro misel, pa da rečete, my God, to energijo, ki jo imam sedaj na morju ali na dopustu, kamorkoli že greste, to vem, da lahko prenesem v službo. In s to energijo potem krožite in naredite spremembe v tistem svojem delu. Mogoče danes ne vidite, da ste s krasnimi sodelavci, mogoče, ko boste prišli iz dopusta, boste videli, da so to najboljši sodelavci ever, ker točno take potrebujete, zato da rastete. Mogoče te vidite kako stranko zdaj, da je fantastična, ko boste prišli pa z dopusta, boste pa videli, da ta stranka pa mogoče ni tako fantastična, pa da bi bila boljša ona. Dovolite in samo to energijo, ki jo imate na dopustu, je prenesite v življenje. In najhuje je resnično, a veste kako, vi tisti, ki ste v službi, greste v službo, ne vsi, absolutno ne vsi. Saj tako, če gledam, jaz imam sodelavce, resnično, kar tako rečem, mi je rekel Igor, prosim, ne to govoriti, ker nekomu obešaš rukzake, nahrbtnike na rame. Jaz imam sodelavce, mi imamo sodelavce v podjetju, nekatere take, ki si jaz ne predstavljam, da bi bilo podjetje brez njih. Oni so duša, srce, oni so pripadnost, oni so življenje, oni so, jaz bi tako rekla, delčki tistega, ki jaz rečem, da to je že moglo biti tako, to je že dogovor duš, da so se gor dogovorile, da taki ljudje prijo v podjetje. In jaz sem prepričana, da vsak ne more biti v našem podjetju, zato ker je res veliko srca, veliko srčnosti, veliko tega bolj emocije, to meni res se pogovarjamo o bolečinah, o vseh teh stvarih, tako da tudi zato si je potrebno zaslužiti, včasih mislimo, da je vsak lahko. Ne, tudi to je. Jaz si predvsem želim, da v letu 2023, 2022 bomo nastavljala vse to, v 2023 je pa tisti, ki se nam bo pridružil, si resnično želim, da si to zasluži. Zasluži si pa z vrednotami, s tem, da ima čudovito družino ali pa da si želi ustvariti čudovito družino, da spoštuje druge ljudi, da se zaveda, da samo pristnost je tista, ki ga bo peljala naprej in tako naprej. Ok, da se vrnem nazaj. Lahkotnost je edina tista pot, ki nas vodi do sreče. In če sem včasih nesla na morje, 6-7 knjig, pa jih brala, pa občudovala ljudi, ko knjig preberejo, danes mislim pa, da izklop se za Božjo voljo. Spi nek šampanc. Čakajte, malo da vidite. Glede na to, da grem na poroko, se že pripravljam za to. Da sem res lahkotna. To za ne zgleda, sem zabila se tjana. Tudi imam še šampanc pripravljen. Dovolimo si biti res bolj sproščeni, tudi v poslu. Danes so nekaj moji sodelavki, če veš, da si v stiski, ko te nekdo sprašuje, pa da vidiš, da ne moreš, pojdi ven, zadihi, pejdi ven, direktno pejdi na zrak, obuj patike, pejdi ven, sprehodi se, boš videla, kako bo življenje lepše. Zakaj živim in zakaj ne samo obstajam in uživam v življenju? Zato, ker resnično vsak sleherni dan namenim sebi. Vsak sleherni dan namenim sebi. In to je nekaj, danes sem brala v Naši ženi, ko sem bila pri frizerki, moram iti kupiti našo ženo, da vam kaj delim iz naše žene, ko je napisan cel članek, če bi ljudje 15 minut meditirali, kaj bi jim prineslo. Prepričana sem, da sem v svojem miru, v svojem življenju, da ga čutim, da ga imam, da ga tako res začutim zaradi tega, ker resnično meditiram in si dovolim meditirati. Ne, zdaj jaz ne znam več meditirati z nekimi vodenimi, zdaj se prepuščam, dovolim, da samo slišim svoj dih, da ga zaznam
zaradi tega, da lahko ta dih potem prenesem na sodelavce, na projekte, na stranke, kamorkoli pač. To je res ena izmed pomembnih stvari. Druga stvar, katera je res so pomembni ti rituali, ki jih namenite sebi. Druga stvar, ki je tudi pomembna, da če ne vidite, zakaj ste hvaležni, kaj je tisto, kar vam je naredilo danes, da ste tukaj. Nika na pevske vaje, juhu, bravo, da bomo lahko pele krasne ikare. Dokler res ne vidite, zakaj ste hvaležni, to, kar imate, težko dobiti karkoli drugega. Zato je prav, da si vzamete čas. Ne vem, karkoli. Eni boste pač hvaležnost povedali, eni boste zapisali in potem malce rekreacije, tista, ki vam pomaga. Meni pomaga hoja v hrib, pa pomaga mi plavanje, zato ker se počutim, jaz se v vodi počutim tako, kot da sem, ne vem, kot da imam 30 kg, oziroma kot ribica v vodi in plavam. Tako da naj bo ena izmed vaših ključnih ali pa eden izmed mojih nasvetov, ki bi lahko podelila, kar se je meni zgodilo, da sem začela živeti življenje, na polno živeti, je to, da sem vzpostavila moj dnevni ritual, ki ga ne dam za živo glavo nikomur. To pomeni meditiram, hodim v hrib, plavam, uživam, grem na jogo, odlično, to pomeni si dovolim to vzeti zase in se zavedam, da takrat, ko imam krizo, močno krizo, ko me nekaj duši, ko je gor dol, to moja punca malo vejo, ker sem zadnjič govorila, da tudi jaz sem se zalotila v vlogi žrtve, pa sem rekla, oh my god, jaz sem v vlogi žrtve, hitro ven iz tega. Takrat rečem, ni pravi čas, ni pravi moment, prav je, da zdaj odklopim, da si napolnim z lahkotnostjo, ker edino ta lahkotnost me bo pripeljala do pravih odgovorov in da se zavedamo, dragi moji, resnično, da se zavedamo, ko smo na osebnem področju srečni, bomo to srečo prenesli na poslovno področje. Ali ko bomo v poslovnem področju srečni in če ne bomo gradili osebnega življenja, ni šans, da bomo znali privabljati v svoje življenje to srečo, lahkotnost, notranji mir, pa ne vem karkoli, in uspehana. Obilje pride samo, če verjamemo vase. Če pa, da pa verjamemo vase, je pa pravilno, da začnemo graditi odnos sami seboj. In gradite ga samo tako, da imate svoj ritual. Da želite graditi odnos z drugimi. Kaj ga boste, če ga niste s seboj zgradili? Evo, jaz mislim, da bi bilo to zaenkrat to, da ne bom predolga. 3 močna sporočila, katera sem vam danes želela povedati. Ni osebnega pa poslovnega življenja, je samo eno življenje, eno pristno življenje, ki ga živite kot Tanja Skaza, Mojca ta pa ta, Nika Učakar, Mirela Vehabovič, ta pa ta, živite kot osebe, konkretno identiteto, to, kdor ste. Polonca, Brzel in tako naprej. To je prva zadeva. Ni osebno poslovno. Eno življenje. Iz enega življenja je pomembno delati. Druga stvar, ki je pomembna, ki sem vam opisala 2 zgodbi. Eno od moje, ene po telefonu, od moje soboginje in eno od moje sodelavke. Ustvarite, pazite na vaše misli. Vaše misli so tiste. Vaše misli, če greste cep dol, vse se dogaja gor dol, zato jaz kar hitro rezem misli, če so kakšne slabe misli, kar odrežem, nočem to sploh razmišljati. To pomeni, ali ste v vlogi žrtve, ali greste v vlogo zmagovalke. In ponavadi, če režete slabe misli, režete tudi svoje slaba prepričanja in si dovolite, da se ta vaša prepričanja spremenijo. Tako da dovolite se videti in reči, vse ok, priznajte si, v vlogi žrtve sem, super, odlično, havš, grem naprej, kako sem lahko postanem zmagovalka. To pomeni lepe misli do ljudi, vsi ljudje, ki prijo k vam, to pomeni, če vi dvomite, naprimer, da jaz dvomim v sodelavko, kaj se zgodi? Tako dolgo, dokler bom dvomila, ona ne bo uspešna. In to je noro, upam, da mi Ines ne bo zamerila, kar bom delila. Moja Ineska je prišla, jaz sem dobila poslovno sekretarko, ker je prišla iz Gorenja. Ona je mislim, da je celo pot delala, celo življenjsko kariero je delala v Gorenju. Tam je pokrivala 2 direktorja in je prišla k nam in je prišla k meni delati. In jaz se strinjam, da prvi mesec je bilo za njo res mučno.
Ne znam vam povedati, kako mučno. Prva zadeva, katera je, jaz sama vem, da sem posebna, moja intenziteta je visoka. Ona je tam pokrivala 2 direktorja v mislim, to ni državno podjetje, pol je državno, pol tako, zdaj ni več, zdaj je v privatni lasti, vendar je imela 2 direktorja, mogoče drugačna pričakovanja, kot je dobila od Tanje. In spomnim se prvega meseca, kako je bilo naporno za njo, kako je bilo naporno zame. In takrat se spomnim, da sem se usedla k njej v pisarno in sem ji rekla: Ines, jaz verjamem vate, ampak dokler ti ne boš verjela vase, jaz ne morem to še tebi dati zraven. Jaz vem, jaz sem si vzela čas, da boš potrebovala nekaj časa, da se boš navadila, privadila na to delo. Zdaj moš pa ti sebi dati to potrditev, ti prenehati s tem dvomom, a verjameš, da si lahko dobra, ali nisi dobra, a verjameš, da je to lahko služba zate, ali ne. In vem, pa sem tako rekla, vzam si vikend, vzam si nekaj dni, razmisli, ne bom huda, če boš rekla ne, to pomeni, bomo dali nekomu drugemu priložnost, bomo tebi našli, vem, da si naredila velik korak, iz Gorenja si prišla k meni, to je velik korak, ampak sama pa pride do tega spoznanja. To pomeni, nihče drug ne more verjeti v vas toliko, kot vi verjamete vase. Aha, moj mož je pa zdaj že v avtu. Če verjamete, ni šans, da se ne bo uresničilo. Vedno, vedno boste zmagovalci. In ta tretje sporočilo, ki je fejst pomembno, bodite lahkotni. To lahkotnost, ki jo doživite na dopustu, jo samo prenesite v službo. Ni služba nek teror, nek napad. Služba je ustvarjalnost. Skupaj se soustvarjajo, zato skupaj soustvarjajo ljudje samo na tak način, da dobijo rast podjetja. Ne iščite tega, komu boste všečni, zakaj bi mu bili všečni. Delite na sebi, da ste vi srečni, da ste vi zadovoljni in tako boste tudi delali premike. Evo, toliko za enkrat. Jaz sem presrečna vse tiste, ki bojo šle z mano na retrit. Tiste, ki ne boste šle na retrit, greste z mano na akademijo. Noro, ko mi čakam, naredila bom tudi en piknik vmes med tem časom, poletnem času. Tiste, ki boste, da se malo tudi spoznate, da začutite, kaj je to vibracija, kakšna vibracija, v kakšni vibraciji smo. No, hvala Bogu, to si pa res lahko, bom rekla. No, to pa je mogoče plus obilja, ki si lahko te stvari tudi privoščiš, zato da lahko ljudje spoznajo, kako priti do tega obilja. No, ampak bom tudi šla, zdaj bom šla za nekaj dni v samoto, to pomeni, grem v samoto, to, kar mislim, da bi vsak od nas mogel iti na retritu, bojo tako in tako od moje dame šle en dan, ne glih cel dan, ampak bojo šle v vipassano meditacijo, to pomeni očiščevalno meditacijo, kjer res daš sebi. Jaz bom šla na Bobinsano, to pomeni odpirati srčno čakro, za nekaj dni, to je meni nekaj najlepšega, da sem sama sabo. Takrat, ko sem sama sabo, mogoče za koga sem posebna, jaz pa sebe takrat najbolj izpolnim in največ si dam. Največ ljubezni, ker edino takrat, ko dam ljubezni sebi, jo lahko dam drugim. Tako da en čudovit vikend vam želim, imejte se lepo in srčno upam, da se boste odločili, da živite življenje. Ne, da samo ga preživite ali pa da obstajate, ampak da ga res živite in da uživate v svojem življenju. Zdaj pa grem na čudovito poroko moje prijateljici in vem, da se bomo imeli krasno. Tako kot ona je krasna, njen partner je krasen in mi bomo tudi se imeli vsi krasno. Čau, čau.